Lepo pozdravljeni, navajen sem reči, dragi gledalke in spoštovani gledalci. Poglejte, ko sem tam okoli leta 90 svojemu znancu v Münchnu poskušal razložiti, da bomo mi poslej država, da bomo imeli predsednika države, parlament, zunanje ministrstvo, diplomatska predstavništva, me je gledal z malce nevere in malce je pomolčal in potem se slišal od njega nekaj podobnega kot bei uns geht das nicht, kot da si München tega z 2 milijonoma prebivalcev in z BDP-jem precej višjim od slovenskega ne more privoščiti. Ampak Slovenija si je to ne samo mogla, ampak morala privoščiti. Države, ki so na tem zemljevidu obarvane zeleno, so tiste države, s katerimi ima danes Slovenija svoje diplomatske odnose na ravni veleposlaništva. Skupaj jih je 57, kot vidite, in seveda so predeli, Afrika na primer, kjer jih skoraj da nimamo. In kaj je o tistem delu slovenskega zunanjega ministrstva, ki se nahaja na tujem, mogoče reči danes? Slovenska diplomacija, mlada, dejavna, angažirana, samozavestna. Pred 30 leti, ko je začela nastajati, je bila njena prvenstvena naloga doseči čim prejšnje mednarodno priznanje, tako da lahko letos s številnimi državami praznujemo jubilejno 30. obletnico vzpostavitve diplomatskih odnosov. Kljub relativno skromni mreži diplomatskih predstavništev in konzulatov so naši diplomati v tujini velikokrat prva opora državljanov. Da so v ključnih trenutkih nepogrešljivi, so dokazali že večkrat. Spomnite se prvega vala pandemije COVID-19, ko so noč in dan iskali možnosti za varno vrnitev Slovenk in Slovencev domov. S tako vseobsežno nalogo smo se soočili prvič v zgodovini samostojne države. Pri vsakodnevnem delu je diplomatom osnovno vodilo nenehno iskanje novih oblik sodelovanja, ki so v interesu države in njenih državljanov. Potem razvijanje sodelovanja s slovensko skupnostjo ter skrb za ohranjanje slovenskega jezika in kulture med njimi, ter nenazadnje krepitev prepoznavnosti Slovenije in predstavljanje naših gospodarskih, kulturnih in znanstvenih dosežkov. Vse to v koraku s časom. In tu se pokaže moč diplomacije, da s svojim znanjem, veščinami in z osebnimi prizadevanji ustvarimo dragoceno mrežo povezav, ki so neprecenljive za krepitev ugleda in gospodarske uspešnosti naše države v svetu. V zadnjih 2 letih smo potrdili skupno vizijo o aktivni, učinkoviti in samozavestni zunanji politiki, osvežili smo zunanjo politično strategijo, razširili diplomatsko mrežo, izboljšujemo informacijski sistem in se prilagajamo novim trendom digitalne diplomacije. Pravkar smo uspešno izvedli drugo predsedovanje Slovenije Svetu Evropske unije, pred nami pa so že novi izzivi, kot je kandidatura za nestalno članico Varnostnega sveta Organizacije združenih narodov. Kako poteka delo naših diplomatov in kaj vse lahko doseže slovenska diplomacija, vam bomo predstavili v pogovorih z našimi veleposlaniki. Vabljeni, poslušajmo. Ja, gospa Nataša Kos je bila to, ki vodi službo za strateško komuniciranje na zunanjem ministrstvu. Slišali ste temu, da spoznamo kulturo držav, v katerih imamo veleposlaništvo, da spoznamo ljudi, ki nas tam zastopajo, da tudi vam damo kakšen koristen napotek, če se kot potniki, kot prebivalci teh držav znajdete v nekih nenavadnih situacijah. Smo pripravili ciklus teh pogovorov s slovenskimi veleposlaniki. Začenjamo pa ga v Nemčiji. In zakaj ravno Nemčija? Gre za državo, veliko za kakšnih, 15 Slovenij. Prebivalcev ima 40-krat toliko kot Slovenija, njen BDP je 2-krat višji kot pri nas. Gre za eno vodilnih držav v Evropi, našo največjo in najpomembnejšo gospodarsko partnerico. Pa tudi zato, ker smo v tej državi našli izredno prijaznega sogovornika. Gospod Franci But, dober večer. Dober večer. Poglejte, gospod But, za diplomate tako ali tako mislimo, da se njihov delovnik sestoji iz slavnostnih kosil, sprejemov in podobnih reči. Na kolikih ste že bili danes oziroma na koliko vas jih še čaka? Danes sem bil na pogovoru na zunanjem ministrstvu, pa na nobenem kosilu v ponedeljek.
tem tednu pa smo imeli prvo srečanje z predsednico nemškega parlamenta, ki ga je pripravila francoska veleposlanica, ki trenutno predseduje Evropski uniji, tudi tukaj v Berlinu, kot sem jaz lansko leto v 6 mesecih tudi v imenu Slovenije predsedoval ali koordiniral evropsko delo v Berlinu. Ja, mogoče malo neumno vprašanje. Gospod But, ali je treba veleposlaniku še kdaj obleči frak, recimo? Nazadnje sem ga oblekel pravzaprav v Pragi, ko je bil na obisku papež takratni, in ko sem bil veleposlanik v Pragi. V Nemčiji pa oblečem vsako leto približno 2 do 3-krat dnevni frak, ne večerni, ker pač je to način, kako se moraš napraviti, ko greš na letni sprejem k predsedniku države ali k zveznemu kanclerju, predtem seveda zvezni kanclerki. Drugače pa tega mislim, da vedno manj, verjetno v kakšni drugi državi, mogoče v Združenem kraljestvu, kaj več tega. Tukaj v Nemčiji so malo bolj praktični, recimo črna obleka zvečer, to ja, tudi kakšen smoking, ne parkrat, klasični frakov pa zelo malo v Berlinu. Black tie, ja, ki ga nekateri pa nas razumejo, s črno kravato pa ni povsem tako. Omenili ste, vi niste novinec v tej službi, zdaj vam bomo pokazali eno fotografijo, gospod But. Se spomnite te fotografije? Mislim, to je bilo v Pragi, mislim. Potem, da ste še tam 2 nekoliko mlajša gospoda, kot sva danes, bi rekel, da je to bilo v Pragi, ker sva, mislim, da šla na eno pivo, sva se dobila tam. Mislim, da ste imeli eno pravek službeni in vas je bilo zelo lepo srečati. Ja, res je, prav ste oganili, gospod But, to je bilo 2. decembra 2009 v Pragi, ko sva s kolegico snimala pogovor z danes žal pokojnim Václavom Havlom. Zelo prijetno srečanje in z vami in z gospodom Havlom, seveda. Če se zdaj vrnemo k vam, dovolj star sem, da se spomnim leta 1988, mislim, da ustanovnega kongresa Slovenske kmečke zveze. Tam sem vas, se mi zdi, videl prvič. Ne? Ja, v bistvu sem jaz takrat se šele poročil in preselil iz Štajerske, iz ene vasi Kostrevnica v občini Rogaška Slatina v Ribenco, v nemško vas, in bil zaposlen v Kočevju. Potem sem se pa nekako začel ukvarjati z družništvom na državnem nivoju in potem je šlo to tako naprej. Vmes sem še na ekonomski fakulteti naredil magisterij in v bistvu je potem pač pripeljalo do tega, da sem iz spleta okoliščin v bistvu potem pristal na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Ne sem imel, da ste bili zaposleni v Kočevju. V zelo mladih letih ste bili direktor kmetijskega gospodarstva v Kočevju, se mi zdi. Ja, takrat sem bil še res zelo mlad in v bistvu je to bil en del celotnega podjetja. To je tisti, ki se je ukvarjal predvsem z tem sodelovanjem z individualnimi kmeti, ampak predvsem z ponovnim poseljevanjem opuščene Kočevske, ker so nekoč živeli Nemci, kar je zelo zanimivo in povedno. Skratka, tam sem imel priliko spoznati vseh tistih preko 100 opuščenih in vasi, ki jih danes več ni, kar me mnogokrat marsikateri od kolegov in nemških sogovornikov popraša in je zelo vesel, ker mu kaj povem. Doletel sem recimo tudi že, našel sem se že v prilikah ali pa v nekih okoliščinah, ko sem rekli, tam je pa moja stara mama živela, tam je bil pa moj praded, tako da ja, zelo zanimivo. Življenje je zanimiva stvar. Ja, malce je zdaj zamrla ta debata okoli priznanja kočevskih Nemcev, takrat izgnanih, pregnanih. Je še živa ta debata? Jaz mislim, da o teh stvareh pravzaprav ne govorimo. Naši odnosi so odlični. To, kar je pomembno, je, da se na Kočevskem ohranja ta spomin na kočevske Nemce, na kočevarje, da se eno spoštovanje gradi počasi, da se obnavljajo pokopališča ali pa da se vsaj en delček tega pozabljenega ali pa zabrisanega spomina poskuša na nek način osvežiti. Imeli smo lani poleti, ko smo odpirali v enem od nekdanjih koncentracijskih taborišč
eno zelo zanimivo razstavo, ki so iz Maribora pripravili, tam tudi gospoda župana iz Kočevja in je bil to res en zanimiv sogovornik in zelo zanimive stvari smo izmenjali tudi z nemškimi sogovorniki glede tega povezovanja. Pravzaprav nas ti Kočevarji danes prej povezujejo kot kaj drugega. Ja, samo še eno vprašanje o vaši dosedanji poti. Bili ste državni sekretar, pomagali ste Slovenijo umestiti v Evropo, bili ste minister, ampak poslanec. Se mi pa zdi, da ste bili samo 7 dni. Ali sem kaj pomešal? Kje da sem bil 7 dni? A ja, to je pa res, ja. Ja, drži, ja. To so bile neke spremembe in potem bi se ta mandat skrčil na vsega en teden. Ne, v bistvu bil sem nadomestni poslanec in zatem tako imenovan najprej za državnega sekretarja na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter člana ožje pogajalske skupine za vstop Slovenije v Evropsko unijo, zatem pa nekaj let zatem pa tudi za ministra. To je bilo v prejšnjem življenju. Povejte, vas na tem delovnem mestu veleposlanika zdaj moji bivši kolegi novinarji pogosto prosijo za pogovor. Sodeč po tem, kako smo se mi pripravljali na ta pogovor, je to razmeroma zamotana pot. Treba je imeti, bom rekel, blagoslov ministrstva, pa ni tako lahko priti do vas. Jaz mislim, da nič ni tako zelo hudo in to težko priti. Moji kolegi na Ministrstvu za zunanje zadeve v Ljubljani so izjemno prijazni, uslužni. Res pa je, da obstaja procedura, oziroma mi imamo nalogo kot veleposlaniki, da v državi, kjer smo akreditirani, naprimer jaz v Nemčiji, smo popolnoma svobodni, kar se tiče komuniciranja z nemškimi mediji. Zaželeno je, da je teh komunikacij čim več, da čim več lepega povemo o Sloveniji, da promoviramo Slovenijo, da jo predstavljamo, da Nemci malo bolj spoznajo Slovenijo, še kot jo že poznajo. Če pa gre za to, da mora nek veleposlanik dati neko izjavo za slovensko stran v Sloveniji, potem pač samo zaprosi za soglasje in mislim, da tukaj ni noben problem. Ja, se sploh nisem hotel trditi, procedura in red mora biti in če kje potem diplomaciji najprej. Ja, sploh nisem mislil trditi, da so gospe oziroma gospodje na ministrstvu neprijazni, samo pot je malček daljša. Ja. Nemčija je svojo odločitev o priznanju Slovenije objavila, mislim, da 19. decembra 1991, hkrati Švedsko. Veljati pa je začela potem prihodnje leto 15. januarja, ko so nas priznale države Evropske unije. Ste praznovali to 30. obletnico teh stikov na ravni veleposlaništev? Ja, 15. januarja 1992 sta Zvezna republika Nemčija in Republika Slovenija navezali diplomatske odnose. To pomeni, da smo začeli drug za drugega formalno tudi v praksi obstajati in intenzivno sodelovati. Mi smo se tega dogodka spomnili na en tak zelo inovativen način in to skupaj v sodelovanju nemško veleposlaništvo v Ljubljani, slovensko veleposlaništvo v Berlinu. Obe stavbi smo takrat 15. januarja, se pravi pred nekaj dnevi zvečer, osvetlili z napisom 30 let zastavi, povabili nekaj ljudi, da se to ogledajo, dali izjave medijem, mi nemškim, kolega v Ljubljani slovenskim. In pa, kar se mi zdi zelo pomembno, tudi pa zanimivo pa simpatično, 34 partnerskih mest, nekoč smo v Sloveniji rekli, ali pa še imenujemo pobratena mesta, ali pa občin v Sloveniji in prav toliko v Nemčiji med seboj sodeluje. Ena že nekaj desetletij, pravzaprav eni še iz prejšnje države, skratka, ta sodelovanja so različne intenzivitete, ampak potekajo zelo dobro. In mi da z nemškim veleposlanikom v Sloveniji sva vsem županom, jaz nemškim oziroma nadžupanom, odvisno od statusa mesta, kolega Polman slovenskim, pisala skupno pismo in sva jih spomnila na to odlično sodelovanje in tudi pozvala, da tudi oni v teh mestih na nek način obeležijo ta lep in ta pomemben dogodek, 30 let intenzivnega, res odličnega sodelovanja. Ja, ravno na to pobudo sem želel opozoriti, pa zdaj ste sami omenili to akcijo, ki se je dobro se je obnesla, lepo je bilo videti ta način proslavljanja.
Poglejte, gospod But, zdaj bomo videli en kolaž. Ja, eni so tlele spraševali, kaj pa je za to, pa smo lepo pojasnili, zelo so bili veseli, so rekli, ja, Slovenija pa lepa, jaz sem že bil tam, ali pa ne vem, moja teta je bila, moj sin je bil, bomo še prišli, prijazni ste Slovenci, tako zelo odprti jezike govorite, nič niste stisnjeno hladni, kot nam kakšni rečejo, neki podalpski hladni ljudje, nasprotno, prijazni, vljudni, topli, prisrčni. Ja. Poglejte, zdaj bomo videli kolaž fotografij, ki so ga pripravili na ministrstvu, ne nanašajo se vse na 30-letnico. Razložite nam malo, kaj pravzaprav vidimo na teh fotografijah, na levi strani spodaj, to je... Spodaj je Perpetuum Jezele, to je bilo res izjemno. Mi smo uspeli, da je 3. oktobra 2021, prav na nemški državni praznik zvečer, na enem osrednjih berlinskih trgov, smo imeli koncert Perpetuum Jezele. Se pravi, naš poklon Nemčiji ob njenem državnem prazniku, hkrati pa eden od kulturnih vrhov slovenskega predsedovanja v Nemčiji. Kaj pa je tisti bicikl, kaj pa je tisto kolo? Tole je pa en bicikl, ki je pravzaprav države v Nemčiji, v Berlinu, Evropske unije, imamo 6 mesecev kolo predsedovanja, ki ga čuvamo takrat, ko mi predsedujemo. In na tej sliki vidimo, kako je moja francoska kolegica Anne-Marie Decot prišla 3. januarja pred naše veleposlaništvo in sem jaz to kolo predal in ga je ona odpeljala simbolično in se zdaj to kolo nahaja 6 mesecev, oziroma se bo nahajalo na francoskem veleposlaništvu. Ste poskrbeli za ne? Mi smo pa gor, vidite, od spredja pa Panska končica, ki smo jo obesili gor kot spomin na slovenskih 6 mesecev. Ja, ampak vi ste predali varno kolone, gume so bile polne, luči so gorele in vsekakor je treba. Sva s kolegico veleposlanico ugotavljala, da so gume že malo slabe in da bo treba malo reparature narediti, ampak se da peljati, v redu je. Gospod But, na desni strani čipke ali kaj podobnega? Ja, to je pa bil res eden izjemnih kulturnih dogodkov v času slovenskega predsedovanja. Eni najpomembnejših, Berlin ima več kot 700 cerkva, večina evangeličanskih, in v eni najpomembnejših, verjetno 2-3 najbolj poznanih Marienkirche, na drugi strani Aleksanderplaca, to je iz 13. 14. stoletja stara gotska cerkev, ena redkih, ki ni bila nič porušena med drugo svetovno vojno po čudežu, za njo stoji ta Fernsehturm, ta televizijski stolp, in v tej mogočni gotski cerkvi je naša slovenska umetnica gospa Eva Petrič ob organizaciji Slovenskega kulturnega centra in vodje gospe Saše Šavel-Burkart naredila, smo imeli imenitno čipko, 5-6 metrov dolgo, potni prt, izjemna čipka, skratka bilo je izjemno. Tako da to je 2 meseca veselo v tej cerkvi, tudi med bogoslužji, to je zelo turistična cerkev, kljub tem korona časom je tudi v Berlinu bilo poleti pa veseli zelo veliko turistov, tako da jaz mislim, da to bila izjemna promocija za Slovenijo. V eni v srednjih berlinskih cerkvah, ta čudovita čipka, ročno tkana delo naših slovenske umetnice in naših idrijskih in drugih čipkar. Skratka, res, jaz sem bil zelo ponosen takrat, da smo to imeli in še danes mi je lepo pri srcu, ko se spomnim, kako lepa promocija to bila za Slovenijo. Prav, gospod But, morava naprej, da ne bova se preveč zaklepetala. Nekaj ste prej sami začeli, kako nas vidijo Nemci, kako nas jemljajo Nemci. Kot državo na vratih Balkana, malce manj redoljubno, kot so oni sami. Kako nas jemljajo? Oni nas jemljajo kot eno zelo resno državo. Kot državo, ki je uspela v 30 letih narediti pravi mali gospodarski čudež, ki je pravzaprav iz neke države na severu balkanske povezave, kot pravzaprav uspela narediti en velik prelom in je danes razvita srednjeevropska država, za Nemčijo zelo pomembna, ena od zelo pomembnih strateških partneric v regiji. Mi smo za Nemčijo zelo pomembni, tako kot je Nemčija za nas pomembna, vidijo nas kot most med Južno Evropo, Zahodnim Balkanom in Srednjo Evropo in Nemčijo. Vidijo nas kot nekoga, ki zelo dobro pozna Zahodni Balkan,
katerega tako Nemčija kot Slovenija vidimo kot izjemno pomemben prihodnji del Evropske unije. Hkrati pa mislijo, da smo zelo delovni, da pravzaprav večkrat nam kakšen reče, ja, veleposlanik, ali pa ja, Franc, vaša mentaliteta je pa pravzaprav zelo nemška, vi ste tako zelo redoljubni, delovni, hkrati pa niste tako zategnjeni, kot smo mi včasih, ki pomeni, da se znate tudi malo poveseliti, pa kaj dobrega pojesti, dobro, to Nemci zelo radi storijo. Malce smo se zgledali v tej naši borni zgodovini navzeli, vplivov z severa in iz juga. Pa še to, kaj pa Nemci sami? Danes seveda ni mogoče mimo dneva, ki ga obeležujemo, to je dan žrtev spomina, žrtve holokausta. So se Nemci soočili s to svojo preteklostjo, znajo živeti s to svojo preteklostjo? Jaz mislim, da so se oni zelo znali soočiti s tem, oziroma se zelo soočajo. V bistvu te dni lahko prebereš, kako je mogoče, da se je kaj takega sploh lahko zgodilo v eni taki kulturni sredini, kot je skozi stoletja nemška sredina, s toliko umetnosti, toliko visokih idej in toliko enega gospodarskega napredka, skratka deželi filozofov, pesnikov in umetnikov. Jaz mislim, da jih je pravzaprav na nek način sram, hudo jim je. Vsa ta bivša taborišča so izjemno vzdrževana, izjemno opremljena, šole se trudijo zaveščati mlade generacije o neki temnem delu nemške zgodovine, o teh tragedijah, ki so jih milijoni doživljali. In v resnici je pravzaprav danes v Nemčiji vsak pomislek na kaj drugega pravzaprav bi kali zatrt. Tako da, seveda, mogoče je vzhodni del Nemčije, bivši DDR, je živel v nekih drugih okoliščinah, dobro, tudi tam je seveda tukaj, kar se tiče glede obsodbe nacizma in pa recimo protijudovskih ukrepov in tako naprej in pomora teh 6 milijonov ljudi, pravzaprav je stanje isto, ampak tam vseeno niso to doživeli te katarze, ker vzhodni Nemci so pravzaprav podobno kot vsi Nemci tam od leta 1933 naprej in pa še prej živeli v nekem posebnem okolju, nedemokratičnem okolju, ki se je v vzhodni Nemčiji pa če potem do leta 89 ali pa 90 do padca Berlinskega zidu in združitve Nemčije nadaljevalo pač s tem komunistično diktaturo, tako da tam smo imeli generacije ljudi, ki niso živeli v nekem normalnem demokratičnem okolju. To se morda še kdaj poznam, ampak na splošno pa tukaj ni debate, obsodba vseh totalitarizmov, predvsem pa tudi izrazito obžalovanje vsega tega, kar se je zgodilo nad judovsko skupnostjo. Mogoče zgolj kot zanimivo, slovensko veleposlaništvo je seveda začelo delati v Bonnu, pa se je potem preselilo v Berlin. Danes je na straneh zunanjega ministrstva mogoče prebrati, da vas je, mislim, da 10, pa verjetno še kaj tehničnega osebja. Gre verjetno za eno večjih veleposlaništev v državah po svetu. Ja, gre za eno večjih bilateralnih veleposlaništev, to se pravi država pred državi. Še vedno pa je to skromna številka, ampak to je pač kar kot majhna država zmoremo in mislim, da smo pravzaprav lepo zastopani. Ob tem imamo še generalni konzulat v Münchnu, tudi 4-5 sodelavcev skupaj z generalno konzulko, pa še 5 častnih konzulov, to se pravi nemških državljanov ali pomembnih podjetnikov, priznanih oseb v svojem okolju, ki so nemški državljani, ki zastonj nam pomagajo kot častni konzuli v konzulatih, ki jih imamo tam pač, kadar je potrebno pomagati vzpostaviti kakšne kontakte tam, kjer nas ni. Ja, pravkar vidiva zdaj ta zemljevid, kjer so razporejeni ti konzulati, bi rekel, da je Nemčija razmeroma dobro pokrita, kar se tega tiče. Tako, tudi se trudimo zdaj, iščemo kandidata še najboljšega za častnega konzula v Hamburgu, pa še tam bi pokril te severne dežele, kot so Schleswig-Holstein pa Mecklenburg-Vorpommern. Skratka, ja, se trudimo, da smo čim bolj prisotni, tako da če
pride do kakšnega gospodarskega obiska ali do kakšnega kontakta, recimo nekje, ker smo daleč od Berlina ali pa od Münchna, pač nam ti ljudje pridejo zelo prav in zelo smo zadovoljni, da imamo dobre časne konzule. Če sem vas prav razumel, bo tisto, kar je zdaj na skici sivo, kmalu postalo zeleno, oziroma vse trudite se, da bi postalo zeleno. Tako, zelo strudno. In še nekaj smo pripravili za gledalce, izredno prijazni sta vašem veleposlaništvu, to je treba povedati. In ena od vaših sodelavk nam je naredila imeniten video o tej vaši hiši, o teh vaših sodelavcih, pa predlagam Rok, da ga zavrtimo. Dobrodošli v prostorih slovenskega veleposlaništva v Berlinu. Stopite naprej. Veleposlaništvo Republike Slovenije v Berlinu zastopa obrambne in varnostne interese Republike Slovenije v Zvezni Republiki Nemčiji. Pri tem pa aktivno sodeluje z obrambnim ministrstvom in nemško zvezno vojsko. Slovenija in Nemčija sta strateški partnerici. Lepo je biti član ekipe v Berlinu. Lokalne sodelavke in sodelavci smo močno vpeti v delo veleposlaništva. Sodelovanje na gospodarskem področju je prav tako odlično. Blagovna menjava bo v preteklem letu dosegla rekordno raven. Pomemben del opravil veleposlaništva, še zlasti za približno 30.000 naših državljanov v Nemčiji, so konzularne storitve. Pa srečno! Gospod But, pohvalite kolegico, če kdaj ne bo imela dela pri vas, jaz mislim, da je Televizija Slovenije z veseljem vzame. Hvala, mogoče samo dodam, da 5 sodelavk in sodelavcev manjka gor, ker so te dni odsotni žal. Naprimer, ni vseh odličnih sodelavk in sodelavcev, ki jih imam, manjkajo, recimo Polona Malbitenc, vodja konzularne službe in še nekateri drugi, skratka. Ja, tisti, ki smo bili, smo pač poskušali pokazati, kako izgleda pri nas. V 2 stavkih, gospod But, povedala smo prej, bili ste veleposlanik na Češkem, bili ste veleposlanik v Srbiji. Če zdaj primerjate te 3 države pri teh pregovorno učinkovitih in redoljubnih Nemcih, v 2 stavkih je veliko razlik? Ja, nekaj je razlik. Posod je bilo lepo, posod je bilo zanimivo, izzivalno, drugače. Praga je, naj mi ne zamerijo, mogoče najlepše mesto ali pa prva ljubezen. Beograd je živahno, drugačno, s pridihom južnih krajev, Berlin je zeleno, po eni strani asketsko, delovno, pa morda največji izziv, pravzaprav delovni izziv, tale Nemčija. Ja, ta nesrečni virus nam kroji življenje vsem skupaj. Tudi tu, pravite, so Nemci zelo redoljubni, prav presenetilo me je, ko ste prišli pred to spletno kamero, pravzaprav v vašo pisarno ste prišli v maski. Tam v Nemčiji ni koraka brez mask. Ja, v bistvu tukaj so zelo strogi,
skoraj posod trgovine lahko vstopiš, če si polno cepljen, drugače ne moreš priti. V restauracije lahko prideš, če si polno cepljen in dodatno testiran, če si 3-krat cepljen, to dodatno testiranje ni potrebno. Na te dogodke, ki jih organizirajo različna veleposlaništva ali pa recimo, ne vem, kakšne sprejeme, pa lahko greš, če si polno cepljen in pa še zjutraj se moraš dodatno testirati. Tako da, drugače pa maske je tudi na veleposlaništvu in pravzaprav uporabljamo že skoraj 2 leti, mislim, nekaj mesecev manj. Ko smo sami v pisarni, jih snamemo, ko smo skupaj, ko gremo na hodnik, jih damo gor. To je v bistvu že postal del vsakdana, tako da skušamo biti obzirni drug do drugega, spoštovati, vsak ima nek svoj pogled na svet, spoštujemo to, ampak hkrati pa drug drugega varujemo ali pa poskušamo, kar se pač narediti, da pač tudi upoštevati. Ja. Pa tudi po tem, kar smo včeraj slišali, 60% ljudi živečih v Nemčiji ne bi bilo za obvezno testiranje. Kaj to pomeni? Da se bo za Avstrijo, kmalu še Nemčija kot druga država, pojavila s tem obveznim netestiranjem, cepljenjem? Pravzaprav jih je še nekaj več, mislim, da okrog 64%, po raziskavi javnega mnenja jih podpira. Predsednik vlade oziroma zvezni kancler in zvezni minister za zdravje gospod Karl Lauterbach tudi zelo podpirata obvezno cepljenje. Skratka, včeraj so začeli razpravo v parlamentu, pravijo, da bojo poskušali najti neko zelo tako kulturno razpravo, en dogovor. Skratka, ena varianta razmišljanja je, da bi bilo obvezno cepljenje za vse starejše od 18 let, morda kot neka skrajna možnost, vsaj za tiste starejše od 50 let. Skratka, mislim, da je preuranjeno reči, kakšen bo dogovor, ampak pogovor o tem se je začel. Greva k prijetnejšim rečem. Blagovna menjava med državama je bila leta 2019, mislim, da okoli 12 milijard. Koliko je COVID zdaj znižal te zneske? Ja, v letu 2020 je bil kakšen 7-8% padec, ampak za leto 2021 pa mislim, da bomo dosegli rekord vseh rekordov, ker je praktično menjava za prvih 10 mesecev leta 2021 dosegla že skoraj raven leta 2019. Mi računamo, da če bojo tudi podatki za november in december, ki jih še nimamo, toliko optimistični, da se bomo verjetno približali tam kakšnim 13 milijardam in 700-800 milijonov. Skratka, to je pa res izjemno. Skratka, dobra petina vsega, kar Slovenija izvozi ali pa proizvede, je pravzaprav povezano z Nemčijo. Ja, in če se prav spomnim, je ta gospodarska blagovna menjava za Slovenijo pozitivna, kar pomeni, da več izvozimo v Nemčijo, kot od tam kupimo. Več izvozimo v Nemčijo, kot tam kupimo, to pomeni, da smo vseeno proaktivno gospodarstvo. Če to uspevamo v Nemčiji, ki je osrednje in vodilno evropsko gospodarstvo. V bistvu je tako, ko se pogovarjamo z kolegi iz podjetniškega sektorja, s pomembnimi direktorji, poslovnimi partnerji, oni pravijo, dolgo časa traja, da te Nemec sprejme kot dobrega poslovnega partnerja, ko pa te so pa zvesti in to dolgo zvesti in kar je najpomembnejše, slovenski podjetniki, naši ljudje so pa zelo inovativni in v bistvu ne spijo na laborikah, vejo, da se dogaja prihodnost, da bo elektromobilnost, da bo digitalizacija, da bo zeleni prehod. Enostavno skupaj z nemškimi partnerji razvijajo nove produkte. To pomeni, da ne spijo in to je naložba v prihodnost, da mislim, da bo tole sodelovanje, da bo te številke še naprej tako dobre. Zdaj sem prelistal celo kupico časopisov ali brskal po spletu, ampak se mi zdi, da od ministra Rupla pa do Logarja so ocene odnosov med državama vedno odlične, zgledne in kar je še podobnih pridevnikov. Res nikoli ni prišlo do, ne vem, kratkih stikov? Jaz mislim, da nekih resnično globokih težav in kratkih stikov nismo nikoli imeli. Dejansko so ti odnosi izjemni. Sodelovanje v trio pri predsedovanju Evropski uniji so jih zdaj drugič še dodatno poglobili. Mi smo zavezniki, smo partnerji, smo prijatelji. Dobro, pogosto ali pa občasno ima kakšen malo drugačen pogled na eno ali drugi na drugo stran. Načeloma se zelo spoštujemo in mislim, da kakšnih zelo velikih kritik praviloma nisem nikoli slišal. Kako se bo zdaj... Vprašanje včasih, ampak to je pa vse. Kako se bo zdaj v teh odnosih, pa tudi v samem življenju v Nemčiji odrazil odhod Angele Merkel? Zaznamovala je
ne samo Nemčijo, tudi Evropo, tudi svet. Njena era se je zaključila. 16 let, ja, kot zvezdna kanclerka in še predtem toliko in toliko let kot zvezdna ministrica. Mislim, to je bila neverjetna gospa. Karkoli si kdo mislil, čemerkoli, jaz sem imel priložnost tudi ene parkrat iztisniti roko ali biti v njeni bližini. Mislim, da je to gospa, ki je bila zelo preprosta, hkrati pa zelo iskrena, ki se je resnično vedno trudila iskati pogovor, dogovor in kompromise. Nikoli ni zlavorila skozi zid, spoštovala je drugega sopartnerja, sogovornika. Mislim, da generacije Nemcev, mlajših od 30 let, pravzaprav niso skoraj nobenega drugega politika poznali, tako res iskreno. Tako da mislim, da se bo pogrešala, ne? Mislim, izjemna osebnost, zgodovinska osebnost. Mislim, da je nek poseben pečat dala Nemčiji in Evropi in tudi odnosom med Slovenijo in Nemčijo. Ja, je pa res, ne, da je gospa bila, mislim, v Sloveniji leta 11, potem ne več, pri sosedih Hrvatih od takrat vse še 2-krat. Kako to? Je nismo povabili? Ni bilo časa priti v Slovenijo? Merklova je bila v Sloveniji potem tudi takrat, ko smo prevzeli evro, tako da kot prva nova država, tako da ja, je bila še pol enkrat. Na Hrvaškem 2-krat je bila pa predvsem v kontekstu udeležbe na kongresu Evropske ljudske stranke. Res je, bila je v Dubrovniku. Z bilateralnim obiskom. Ne? Ja, in bila je v Dubrovniku. So pa praktično vsi naši predsedniki vlade bili tudi po večkrat pri njej ali pa vsaj enkrat. Ne? Z gospo Merklovo seveda povezujemo tudi poglede na begunce. Kaj se je danes spremenilo od tistega leta 15, mislim, da je bilo, ne? In od tistih njenih besed zmogli bomo, zmoremo, pa do danes je pogled Nemčije in Nemcev na to preseljevanje narodov spremenil. Jaz bi rekel, da je Nemčija tudi malce bolj razdeljena, kot je mogoče nažalost bolj razdeljena tudi celotna Evropa, znotraj in med državami. Skratka, morda so pogledi nekoliko bolj različni, eni še vedno nekoliko bolj podpirajo potrebo po večjem pretoku, predvsem migrantov kot delovne sile, drugi so bolj rezervirani. V glavnem Nemčija je sprejela pač teh nekaj milijonov ljudi skozi vsa ta leta. Pomemben del njih se je že integriral ali začel integrirati. Kar nekaj 100.000 je takih, ki naj bi jih v naslednjih mesecih načeloma morda tudi celo vrnili v države izvora. Splošno pa pravzaprav Nemčija je država, ki potrebuje delovno silo. Rodnost v Nemčiji je prenizka, gospodarstvo potrebuje delovno silo. Nemci se izjemno trudijo, da bi ljudi, ki so prišli, čim bolj integrirali na vse načine z jezikovnimi tečaji, z ponudbo delo. Eni so bolj uspešno to naredijo, drugi pač nekoliko manj uspešno. Ne? Družba je pa tako rahlo razslojena, eni so bolj tako, drugi bolj za. Načeloma pa se vsi zavedajo, da Nemčija brez tuje delovne sile ne more preživeti. Ja. Poglejte, še ena zadeva je, v kontekstu katere Nemčijo nenehno omenjamo, to je zapiranje termoelektrarn, zmanjšanje rabe fosilnih goriv. Zdaj vam bom prebral kratek zapis enega naših vodilnih ekonomistov, pogled nanjega na to nemško politiko. Takole pravi: Nemčija je šla v najbolj umazano, najbolj tvegano in najdražjo varianto zelenega energetskega prehoda. Odvisna je od vetra in Putina, vmes pa na veliko kuri drag premog in plin. In to bo počela še desetletje, ostale države Evropske unije ne smejo ponoviti nemške napake. Vaš komentar, gospod But. No, že prejšnja vlada, predvsem pa ta nova vlada, v kateri so tudi zeleni, ne, se je odločila za en rigorozen pristop zelenega prehoda na hitrejši način, kot je bilo prvotno planirano. Nemci so se odločili, za razliko od Francozov, v celoti zapreti jedrske elektrarne in tudi nekoliko prej, kot je bilo prvotno predvideno, tudi termoelektrarne oziroma premog. Trenutno je v Nemčiji dobrih 30.000 vetrnih turbin, približno 3-krat toliko naj bi jih postavili v naslednjih 20 letih. Zdaj,
Koliko bo to uspelo in uspelo nadoknaditi mogoče tudi nekih novih političnih okoliščin, ki smo jih priča tudi žal v teh dneh in tako naprej, to nadomestilo temu, čemu se bo odpovedali in kaj bo to pomenilo za en gospodarski, pa tudi družbeno-socialni položaj v nekih sredinah, bo pač pokazal čas. Skratka, Nemci so šli v to zelo smelo, zelo načrtno, zelo jasno. Vsi vemo, da brez zelenega prehoda prihodnosti okoljske nimamo. Zdaj, kako je na kakšen način pa to uskladiti z realno potrebo po energijo, kako usladiti popolnoma drugačen francoski pogled, ki zagovarja jedrsko energijo od nemškega, bo pa pokazal čas, morda bojo kakšni kompromisi prihodnje potrebni. Že dvakrat sem vas mislil vprašati po komentarju številke iz začetka tega najinega pogovora, pa mi vedno uide iz glave. Mislim, da so tam na ministrstvu zapisali, da je v Nemčiji 30.000 Slovencev. To visoka, velika se mi zdi ta številka. Je prava, gospod But? Skoraj 30.000 je prebivalcev Zvezne republike Nemčije, ki imajo samo slovensko državljanstvo. Potem so še pa po ocenah približno 20.000 takih, ki so bodisi dvojni državljani ali pa že samo nemški državljani, pa imajo vsa delno slovenske korenine. Tako da organizirani so v 24 društvih, nekaj je še katoliških misij. Vsega tega je vedno manj, ker pač mlajši, ki prihajajo, se zapravo manj družijo z slovensko skupnostjo, ali pa ne tako pogosto. Ampak ja, Slovenci smo, mislim, da v Nemčiji je največ slovenskih državljanov kjerkoli v svetu. Imate mogoče podatek, koliko je danes še učiteljev slovenskega jezika za vso to množico? Mislim, da jih je celo nekaj več kot prej, 6, točne podatke imamo, 6 učiteljev dopolnilnega pouka je, ki skupno poučujejo tam približno skoraj 1000 otrok in tudi odraslih, ki imajo dodatno uro tedensko slovenščine. Veliko je tudi teh mešanih parov, ker se lahko želijo zakonci naučiti slovenskega jezika. To je odličen projekt, ne. Ostalo pa, kot rečeno, društva pač so tudi v tej korona krizi nekoliko zastala, ena se zdaj zelo oživljajo njihovo delo, tako da mi smo optimisti. Na voljo je tudi podatek, da je v Nemčiji vsako leto približno 800 slovenskih študentov. Imate mogoče podatek, ali Nemce zanima študij v Sloveniji in če jih, koliko? Teh 800 študentov vključuje tudi te Erasmus izmenjave, ne. Mislim, da Nemci se zelo zanimajo za Erasmus izmenjave z slovenskimi univerzami. Točen podatek, koliko Nemcev pa bi dejansko redno študiralo v Sloveniji, pa žal nimam. Ampak pravzaprav mislim, da to je krasna pridobitev Evropske unije, ta možnost študija kjerkoli, tudi povečuje konkurenčnost naših univerz v Sloveniji, sploh pa tale Erasmus izmenjava, to je nekaj, kar mlade ljudi dela mnogo bolj Evropejce, novo širino in prinaša, tako da. Že letos naj bi bila Slovenija, mislim, da 34. častna gostja na frankfurtskem knjižnem sejmu. Covid je te zadeve zamaknil, ampak priprave tečejo normalno, domnevam. Ja, seveda, Slovenija bi sicer morala izvorno biti častna gostja že eno leto pred tem, ampak bo eno leto kasneje, ker smo šli na roko Kanadi, da v tistem letu, ko praktično res nič ni bilo, da so pravzaprav njihovo leto predstavljali za eno leto naprej, z nami pa tudi nas. Imamo tukaj Slovenski kulturni center, Skica Berlin, ki ga trenutno vodi gospa Saša Šavel-Burkart, ki je izjemna strokovnjakinja in vpeta v aktivnosti, tako da mislim, da je vse, kar počnemo na področju kulture in predstavljanja slovenske kulture v Berlinu in v celotni Nemčiji, vsaj na nek način ali pa vsaj v enem delu povezano tudi z tem velikim projektom, da bo Slovenija častna gostja na tem največjem knjižnem sejmu na svetu. Gospod But, bili smo pri moji bivši kolegici, ki ste jo pravkar omenili, in nastal je tale video zapis. Velik in pomemben del dela Skice Berlin to in prihodnje leto je usmerjen v pripravo na frankfurtski knjižni sejem leta 2023, ko bo Slovenija
častna gostja. Priprave potekajo v tesnem sodelovanju s pristojnimi institucijami iz Slovenije in s partnerji iz Nemčije. Potekajo tudi pogovori o realizaciji nekaj razstav, tudi večje razstave v Frankfurtu in v Berlinu ter po različnih mestih po Nemčiji. Intenzivno bomo sodelovali z pristojnimi ustanovami z področja literature v Nemčiji, s predstavitvami in branji slovenskih avtoric in avtorjev ter pripravljali različne tematske večere, tako kot smo preteklo leto recimo pripravili dogodek s prestižno hišo za poezijo tukaj v Berlinu, Haus für Poesie, pesniški večer, Poezija je jasnost, ki je doživel velik odmev pri nemški publiki. Tako, mislim, da je država temu sodelovanju na Frankfurtskem sejmu namenila 2,5 milijona evrov. Dobro naložen denar, gospod But. Zagotovo dobro naložen denar. Jaz verjamem, da se bodo projekti izvajali na način, da bodo pravzaprav Nemci in mednarodna svetovna javnost, to je svetovni največji sejem, pravzaprav Slovenijo poznali še v mnogih dimenzijah, kjer do zdaj morda nismo toliko poznani na področju kulture in vsega. Ja. Vprašal sem zgolj zato, ker sem zasledil podatek, ni sicer najnovejšega datuma v letu 13 seže, da je bilo do takrat prevedenih v nemščino 582 del slovenskih avtorjev. Veliko, če vemo, da jih je bilo recimo v angleščino prevedenih le 305 oziroma celo 304. Zdaj pa, gospod But, malce presenečenje za vas, tudi v naših knjižnicah smo pobrskali, kaj je mogoče tu najti, bom grdo rekel, od nemških avtorjev oziroma prevodov slovenskih avtorjev v nemščino. Rok pa nam pokažete, prosim, še ta posnetek. Lepo pozdravljeni v knjižnici Otona Župančiča. Tu zaposleni knjižničarji se večkrat srečujemo z nemščino in nemško kulturo in veseli smo, da vam lahko predstavimo, kaj nemškega se nahaja v naši knjižnici. Še posebej ponosni smo na naše povezovanje z Goethejevim inštitutom, s čimer smo med drugim vzpostavili tudi Goethejev kotiček. Tu v sklopu projekta Knjige, o katerih se govori, razstavljamo kvalitetno, aktualno in izpostavljeno literaturo nemških avtorjev, nemške časopise in revije. Leposlovje v nemškem jeziku ima v naši knjižnici posebno mesto. Znotraj polic pa tu lahko najdemo poezijo, družbene romane, zgodovinske romane, kratke zgodbe in še marsikaj drugega v nemškem jeziku. Najdemo lahko tudi dela velikih avtorjev nemške umetnosti, na primer Goetheja, Thomasa Manna in Hermana Hesseja, kot tudi v nemščino prevedeno literaturo slovenskih avtorjev, na primer Draga Jančarja, Borisa Pahorja in Ivana Cankarja. V čitalnici pa lahko preganjate dolgčas tudi z nemškimi časopisi, na primer z Frankfurter Allgemeine, lahko pokukate v svet slavnih z revijo Bunte, lahko si pogledate ideje za notranje oblikovanje v Von, Idee in Häuser, najdete kroje za obleke iz revije Burda in še marsikaj drugega. Ena od stvari, ki bi vam jo želeli pokazati, pa je tudi moto knjižničark v nemščini, ki lepo pokaže, kakšen doprinos, poleg seveda očitnih, lahko ima branje. Za konec pa tudi nas nekaj zanima, in sicer, kaj vi prebirate, da ostajate v stiku s slovenskim jezikom in matično domovino, kaj pravzaprav slovenskega ste nazadnje prebrali in pa ali je zadnja knjiga, ki ste jo prebrali v slovenskem ali v nemškem jeziku? Slišali ste vprašanje, gospod But? Zanimivo vprašanje, ja. V bistvu od Jančarja smo res dejansko imeli pred kratkim tudi en kulturni dogodek, z njim sicer žal online glede na okoliščine, ampak tale knjiga Wendy Lieberuft recimo je zelo zanimiva reč, ne. Za brati, kar se pa tiče slovenskih knjig, pa pravzaprav jaz zelo rad berem, pa zelo veliko berem na splošno, ne. Tako da
še vedno rad preberem tudi kakšno staro klasiko ali pa tudi kaj novega, tudi kakšno kriminalko, po katerih tudi se kakšni filmi snemajo v Sloveniji, zdaj od nadaljevanke. Na splošno pa, ne vem, še vedno rad berem Prešernove poezije, mogoče se sliši malo staromodno, ampak je fajn. Zagotovo. Zdaj vam bom zastavil eno vprašanje, na katerega mi tako ali tako ne boste odgovorili. Gospod But, kaj je zdaj stvar tihe diplomacije med Nemčijo in Slovenijo v tem trenutku? Tiha diplomacija, to vam pa ne morem odgovoriti, ker ste že sami povedali, da če bi povedal, naj bila več tiha diplomacija. Nič tako zelo posebnega se ne dogaja. Povejte mi, kaj pa je zdaj osrednja stvar glasne diplomacije med državama? Ja, kar se tiče glasne diplomacije, pa seveda brez dvoma ta velik konflikt Rusija-Ukrajina, evropska perspektiva Zahodnega Balkana, pa tudi prihodnost Evropske unije, konferenca o prihodnosti Evropske unije, kako bomo v prihodnje skupaj živeli, koliko se bomo bolj povezovali, kako bomo, čisto praktično pa tudi to, Slovenija pa Nemčija zdaj v teh tednih usklajujeta novi triletni program strateškega povezovanja oziroma operativni program partnerstva, kjer projekte bodo slovenska in nemška ministrstva v naslednjih 3 leti skupaj izvajala. Pa pripravljamo se na nekaj obiskov našega ministra v Berlinu, zunanje zadeve, tudi ministrica Slovence po svetu bo obiskala berlinske in druge severno-nemške Slovence, ki jih tukaj pozdravljam in se jim zahvaljujem za ta njihov doprinos, ki so ga imeli neprecenljiv tudi v času priznanja Slovenije in pa, ko vidim te gospe in gospode, pa tudi mlajše, hvala Bogu, ki s tako srčnostjo pa srcem delajo za Slovenijo, v bistvu je lepo. Ja. Hvala, gospod But, zahvalite se tudi vašim sodelavcem, ki so omogočili ta pogovor. Samo še to vprašanje, mislim, da junija se vam mandat izteka, kje vas bomo videli potem? Konec julija letos, ja, verjetno na zunanjem ministrstvu, tam sem zelo vse. Ampak, če bi bilo čisto po vaše, kje bi sami sebe radi videli? Tam, kjer bom morda še kdaj potreben, tako da drugače pa verjetno nekaj časa pa v Ljubljani na zunanjem ministrstvu, pa v Ribanci na kakšni njivi, pa na Štajerskem, ker imamo tudi eno hišo, mogoče kje tam na kakšnem Boču ali kaj takega, tako da ja. Prav, bodoče delovno mesto pa je stvar, bomo rekli, tihe diplomacije. Hvala lepa, gospod But, za ta pogovor in seveda hvala lepa vsem vam, ki ste ta pogovor spremljali. Naslednji bo na sporedu 17. februarja ob isti uri, v četrtek ob 18. Na kateri konec sveta vas bomo takrat popeljali, si še ne upam čisto glasno reči, ampak pogovarjamo se o 3 izjemno zanimivih lokacijah. Naj vam v diplomatskem jeziku, ne tihe diplomacije, povem, da so to Argentina, Kitajska in Dubaj. Kjerkoli bomo, bo zanimivo. Hvala lepa, še enkrat in naslednje.